Pa prije pa mogoče najslabša scena v filmu, te pike, ki se jih daje. Hišam, grozen pižamc, grozen. Ja, 120 glave se temu reče. Harry Potter, filmi se gledajo, pižamci intro. Ja, nič, lepo povabljeni v našo skupino na Facebooku, Aparatus Legitimna FB skupina, AFNA, Aparatus počrtaj si na Twitterih in pa seveda podpri.si. Hvala vam, res, hvala. Magični uroki v vse smeri, od tistih za avokade do še česa drugega. Danes je tukaj le drugi del serijala TGP, Tomo gleda Potterja in ja, tisti, ki ste mislili, da bo The Good Place, ste mogoče razočarani, ampak kot rečeno, oni imajo tok hud podcast, da karkoli bi mi probali tle nekaj dodatno debatirati, bi bilo pravzaprav samo potrata bajtov, tako da ostajamo pri Potterju. Anže, kakšni so tvoji prvi vtisi, še sveži po ogledanem prvem delu filma? Moram reči, da boljš, kot sem pričakoval. In čisto iskreno, sem kar mislim, še enkrat, ne bom rekel, da je dober film. To mislim tako, že bi rekel, to bom pa še enkrat gledal. Ampak moram reči, da je tako presenetljivo, ker sem tako, nekako sem na netu zasledil, da ta prvi ne od Columbusa, pa ta drugi sta malo tako še neki bolj okostenela, ne, pol pa začne, to sem nek bral, ne. Ampak v resnici je pa tako pač čisto za pogledat film v resnici, no. Tako, to me je malo presenetalo. A ja, pa še to sem hotel reči, ful hvala vsem, ki ste veseli, da so glave nazaj, no. To moram reči, ker sem to bil kar malo prijetno, nam rekel, mislim, presenečen in zelo se mi je fajn zdel, ker je toliko ljudi napisali, da glave so nazaj. Nazaj k filmu. Nazaj k filmu, ja. Mogoče tukaj lahko skočim to pa že, da dejansko mogoče ta okostenelost, ki si jo ti omenjal, gre na rovaš tega, da je dejansko sta prvi dve knjigi, prva dva filma zelo narejena po knjigah. Ne? J.K. Rowling, ki smo jo pozabila v prejšnji epizodi omeniti, za kar se globoko upravičujeva, ker brez nje ne bi bilo ničesar v tem vesolju Harryja Potterja, je imela itak zelo veliko enih odločujočih mnenj pri sami izdelavi filmov od tega. Mislim, da prva je ta, da je bil njen pogoj, da vloge dobijo izključno samo igralke in igralci iz britanskega otočja, da se sploh ne bomo pogovarjali o Američanih, ampak da bomo mi zdaj tukaj jih imeli, ne, te ljudi in bojo oni potem lepo tudi s temi naglasi, ne, in pa ali tak Američani, ki to slišijo, ne, to pa ne zveni kot Joe iz Teksasa, ki je ravno kar spil 3 litre moonshina in zdaj kliče svojega svaka na Florido, kako mu gre lov na aligatorje in je že tako vse bolj fantastično. Aha, to sem pa zaznal v bistvu, da so več ali manj sami Angleži, pa ful je pa, ker vidiš tako, mislim, da je Warner Brothers, ne, ali kdo je to delal. Ja. Kar zanimivo resnici, to pa sploh pomislil nisem v bistvu, dejansko so čisto vsi so Angleži, v bistvu, so čisto vsi Angleži, Ker sem ugotovil, da jih je veliko, ampak se veš, kako je to, čim hočejo ali kakšen srednji vek prikazati, ali pa kakšne tele je hiter Anglež v igri, ne? Tako da, ja, seveda. Je nič, greva v film, greva čez film. Greva v začetek, ne? V ta prvi prizor, se pravi, koliko je to zdaj, 11 let popreje, kjer srečamo profesorje, Albusa Dumbledora, Minerva McGonagall in pa potem Hagrida, ki prijezdi na tistem motorju, ki si ga je sposodil od nekega Siriusa, in upadejo z otrokom. Zdaj ne vem, je ta Sirius omenjen v filmu, je samo v knjigi, ampak to je ime, ki pride še potem poznaje tudi naprej. In kako je bilo tukaj? Mislim, a te je že ta začetek toliko zahaklo, da si rekel, zdaj me pa zanima, kaj pa je tukaj, pa kaj je ta mačka, ki se spremeni v čarovnico, ki je pravzaprav zelo
premeten tisti trik senco narejen. Ja, to sem rekel, ker sem videl ta trik senco, da ne kaže dejansko transformacijo, sem rekel, kle so pa šparali. Sem rekel, a to bo nek low budget, niso začeli s full denarja. Se moraš povedati tudi leto 2000, ne? Ja, to je res, to je dejstvo. In to sem hotel omeniti, da na začetku Harry Potter napis je kar low res, tako rekel, CGI še ni to bil, kar je zdaj. Se kar pozna, tako res je, tok čip te stvari spadajo, ampak to čisto prostim. Moram reči, da mi je mal ta Dumbledore, ki pride, ne, in vzame unga zipota ali karkoli je tisto in ugasne luči, ne, ti si mal lame, no. Tako, če že hočeš pokazati, ne vem, se mi zdi, da bi mogel biti malo bolj cool vse skupaj, v bistvu pa res tako enega zipota vzame, in zdaj bom ugasnil luči, ne tako, redo. Tukaj ti lahko toliko spoilam, ne, da tisti zipo, ko ga je ven vzel, je tisti Deluminator, ki si ga pravilno ugotovil za 7. film. Odlično, zelo specifično orodje. Tako ja, tako je. Ne? In tudi to prav specifično orodje bo potem prišlo prav kako, ne povem, ampak ja, ne. Tako, da mogoče, da boš mejhen bolj z mirno dušo šel spat. Češ, zakaj ni on samo neki zakričal in tlesknil s prsti. Sorry, še to, no? Rečete, da so the worst kind of muggles, ne? Kle sem pol videl, da sem to zajebil, ker sem mislil, da je ena od unih hiš ali karkoli so. To so očitno samo ljudje, kako Hagrid reče, ki nič ne vejo ali nočijo ali ne znajo nič z magijo delati, ne? Ali kako je, ne? To so dejansko, to so običajni ljudje, ki nimajo magičnih sposobnosti. Ja. No, in zdaj so muggles. V slovenskem prevodu so to bunkli, ne, imaš muggles, bunklje in čarovnike. Pa imaš pa lahko si ti zdaj rojen iz čarovniške družine, lahko si pol, se pravi je en od staršev čarovnik, lahko se pa ti pravzaprav tudi rodiš 2 bunklama in imaš čarovniške sposobnosti, ne, to, kar se potem tudi vidi, ko se ta trojica najde, je Hermiona. Ja, pa ful je dober, ker je tudi I'm a half and half je tudi omenjen, nekje notar v filmu, tako da to sem, to kar malo spoštujem. Pa še to sem hotel reči, potem, ko vidimo pa to familijo, ne, ko je Harry malo bolj odrasel, ne, oziroma, ko ni več dojenček, to je pa kar narobe, ne, tako, jaz ne vem, kako je to v knjigi napisano, ampak je to kar zakarikiran, tako se mi zdi, škaj fora, glede na to, da je Chris Columbus delal Home Alone pa to, ne, ja, mislim, to je tako mini Home Alone z tako fricel komponento, če res je, tako malo, ne vem, nočem, meni ni bilo tisto, no. Ni bilo ok, pač kako je prikazan ta odnos, pač, da je vse pač tako malo pol narejen, karikirano to znašanje nad Harryjem ali kaj. Ja, tako je up to 11, no? A ni, mislim, in tista sobica in unka laufa in pol, veš, kam je najbolj grozen, ki vidiš na vratih od une sobice, ki je ključavnica, prijatelji, kam je bilo treba, a ni dosti, da sam zapreš vrata, pa je noter vse otrok, a ključavnico rabite. Jaz sem bil krval tako, kaj jaz to gledam, res krval. Tako pa pol z unim zdarili, zdaj je pa 37 bi jih mogli vedeti, tako ful zakarikiran, pa zapretiravan, ne. In sem bil kar tako malo, Tako se mi zdi, se bo itak prišla od tega, ampak ta film, glede na to, da je nekako otroški film, ne, se kar poznati, tam mali so pa tako, ne, ima kar ene par dark momentov, tako. Ja. In je, mislim, mogoče zdaj sklepam, da v knjigah je pač zgodba tam, ne, da ja, to je tako, se vidi, da je Angležinja, tako bom rekel, da to ni Američan delo. No? Ja, to definitivno je ta malo Matilda feeling. Ne? Ja, tako mal je evropsko, no? Ne to, kam meriš. Kar mi je v bistvu všeč. No? Ampak ta začetni del je pa tako, veš, posnet je res tako, če ne bi bilo to v Surreyju ali kjerkoli, ki so pač te hiše angleške, bi lahko bi Home Alone, realno gledam. Ja. Tako da ja. Tukaj je mogoče ravno to, da je bilo treba zelo na hit prikazati ta odnos, ker v knjigi si zelo veliko časa, vzame Rowlingova za to in imaš na začetku celo poglavje, kako je na ta dan, preden ga
oni prinesejo dojenčka Harryja, kako se omenja, da to neko sestro, pa kva so oni, pa da se mu izdel, da je en slišal ime Potter, kao ja, pa neki čudaki tam. Tako dejansko je več prostora, ne? Tukaj se vam mislim, da so šli pač v to, ja, dajmo skarikirati ta odnos, dajmo tiste 3 minute, ki ga imajo na voljo, dajmo jim totalno nabiti. Ne? In potem tudi pravzaprav ta pol komični element, ki začnejo ta pisma prihajati in ki pobegnejo na un otok. Ja, ti si. Ja, okay. Tam vidiš, da je to film in ne knjiga. Pač, pa te še kače, no, to sem hotel omeniti. Ti si pa dosta kaj narejen v resnici. Tudi CGI je una kača, ne. Jaz sem to na HBO Go gledal in je v bistvu, čeprav je streaming, ne, ki je ponovadi vedno mal slabša slika, ki je kompresija, ne. Kača kar ok izpade v resnici, tako, no. Pa huda mi je ta fora, ne, da steklo zgine, pa ta malo čez pade, no. To je tudi dosta ok v bistvu, no. Pa steklo nazaj pojav. Ja, to je tako. To je že spet une hude fore so to, no. Tako da to, kar malo spoštujem. Pol na unmu v toku, ki pa pobegnejo, tiste pa ja, tako, če je bilo prej risanka, je pa zdaj, ne vem. Tako, če je bilo prej up to 11, je to 14, pač. Tako. Pa Hagrid to leti, ne? In tam je on je večji kot ljudje. Ne, ja, to moramo tako razumeti. Ja. Okay, to nisem čištekel, ker vsi nekako grejo čez vrata, pa je pa on pri vratih, pa so ful ogromna, pa pol tam naprej. Ja, okay. On je ogromen. Nisem pa razumel tiste torte ogabne, ki jo prinese. Harry ima rojsten dan. To štekam, zakaj je torta weird, zakaj... A ker jo je Hagrid naredil? Mislim, da je to, ja, da je pač on naredil, ni tako najboljše, kar mu je rada. To je to, kar zna. Okay, sproducirati, ja. Okay, to nekako štekam. Pa kar smešen, da je on mu dal od Prašiča rep. Ja. A ja, pa še to, kar je noro, ne. A ti Killing Eve, ne, zajebana iz Killing Eve je pač ta, ne, teta od Harryja. Mama tle, ja, teta, ja. Kar smešen. Če niste gledali Killing Eve, gledajte, izjemen lik je ona. In pa sem jo tako videl, ne skoro, ti si pa napredovala v karieri, to je kar ok, ker tole je kar low point, po moje. Ja, tam je taka malo karikirana Margaret Thatcher. Ja, v bistvu, ja. Pa če bila gospodinja. Ja, ampak je pa res, da veš, kle sem še en ta angleški, evropski moment, ne, ful je tam, tvoja sestra, jaz sem pa vedela, kva je, ti si je kar na hard, no, za otroški film, tako da ja, no, in pol, pa to, vedel sem za ta 9 3/4, ne vem zakaj, če si iskren, vedel sem za ta peron, no, ampak itak prijava zdaj dokaj, no, tako da. Itak prijava, ja, prej je še ta, ki prijava v ta Diagon Alley, ja. Ne, ki ga pelje in kjer je Harry kar naenkrat zvezda, vsi ogledujejo in takrat pol zve, da njegova starša nista umrla v prometni nesreči, ampak da jo je ubil najmočnejši, najzlobnejši čarovnik, Lord. Kako? Voldemort. Pač, a je, ne? Ja, okay, zdaj ne se mi smejati. Pa John Hurt mu da palčko, ne? Kar je kar waste of John Hurt, no? Upam, da je velik dobov za ta cameo. Mogoče se bo pa še kaj pojavil. A ja, se? A to... Ja. Mislim, to ti lahko povem, tako da itak zelo hodijo v te štacune tam okolno. Okay. Tako da se vsak let vračajo na ta Diagon Alley. Ok, no pa v redu, ker je bilo meni kar malo tako, res, zdaj ste ga imeli kle za 3 minute, pa damo 3 palce, pa ta tretja palca je že ta posebna, to mi je kar zanimivo, pač prvo mu da eno, ne, drugo, ne, dajmo dol ta tretja, une dve, ker sta sam dve. Ogled, ti si mi je bilo malo smešno, ampak fakt, pač le, treba iti skozi. No, se vidi, da je film, tako mi rekel, se vidi, da manjka, a veš, tekstura vmes, kako je vedno. Da bi pač moramo točke zdaj tle. Ja, odkljukati je treba in na juriša, ne, tako, to je dosta kaj, Ja, no, in potem imaš tega, 9 3/4, peron, in kako se ti je zdela ta rešitev kot vstop na magični peron, to, da pač ti greš in zalafaš čeljaka. Moram reči, na steno. Čeljaka. Moram reči, da sem malo presenečen, da to, kar tam pred ljudmi delaš, jaz sem mislil, da bo to tako, da greš, ne vem, nek WC ali pa nekaj. Ampak ne, ker pač zgineš v steju in že ne vem koliko cajta to delajo pri Bradavičarki 300 let in noben tega ni videl na peronu. In koliko enega alkoholizma je to povzročil? Ja. Pa skizofrenije. Točno to, ja. Jože, a je tam le en glik zginul skozi steno?
Ne, kaj stava. Jože, dva ste zginili s kostem, da je mir nagan tega lejanžoca. Pa dejansko gre ful na vlak, až ni tako, da gre 5 ljudi na vlak, da je poln vlak, je, tako da ja, ti si je malo uverno. Pa nikoli ne pokaže, kako pa ven pridajo oni. Ja. Ej, veš kaj, to je še bolj, ja, ker grejo nazaj, ti mora biti lejevska, ampak kaj se ima to reči? Pa model, ki tam dela, ne, ki dela za British Rail, pa mu reče, kje je pa 9 3/4, pa are you having a laugh, ali nekaj tazga mu pribije, ne. Veš kaj model, ti tam delaš, ambenga še nisi videl, kaj hoditi. Kaj ti delaš v službi? Pač kaj ti počneš? Pasjansko igra na telefonu. Čitno, I guess, ja. Mi je pa tako smešen, mi je edin ta, še to prej, ki sem rekel, Hagrid, ki je večji, ne, ki je gledal ta scena, ki pol, what are you looking at, tam, ki sta na peronu že skoraj, ki pač vidijo, da je model ogromen, kar se doskrat meni dogaja, ker sem ogromen, pa mi ven tega ne reče. Mislim, ne težim ljudem, ko pa ti gledaš. Mislim, ti si tako ogromen, kot je bil The Mountain v drugi sezoni. On je pa ogromen, kot je bil Mountain v prvi. To je res, to se strinjam, to sem hotel reči. Pa ga pa kar pusti. Jaz imam nekaj za delati. Aj, čau. Ti mi je malo reči, pa goblinov ne smejo pozabiti. Prvo sem mislil, da so bili v Gringotsu, ne? Ja, pa prvo sem mislil, da je rasizem, pa so pa rekli goblini, pa sem rekel, ni. Ja, prvo sem mislil, da je, oziroma antisemitizem, prvo sem to mislil, ker so res nosovi in vse, sem mislil, tole pa rečejo goblini, pa rečeš fair point, ker goblini so taki. Kaj hoče reči, goblin je vzpostavljena mitična žival, a ne? Oziroma... Ja, niso se zaradi izmislili nekega bitja za to, da bi se zdaj furali neke predsodke. Tako, kar sem bil pa kar pomerjan. Pa moram reči, da nisem štekel unga trezorja, zakaj ima toliko enih mehanizmov, ampak sem bil pa kar zadovoljen. Bi rekel, da je kaj pomembenega not. Nisem štekel, kaj točno zaklene vse une pizdarije, ker un goblin sam s prstom gor potegne, tako sam prstni odtis da v bistvu. Ampak ja, ti se tudi dosti hodil. Če imaš prstni odtis, priješ direktno, če pa hočeš ključavnico zbijati, ti pa traja. Ja, fair point. To je ta, ko je že over ta računalniški sistem. Ja, over-engineered, a to hočeš? Ja, nekaj ta, ker moraš preveč stvari, da se bi ti splačali. Ta banka je Gringotts, se pravi, tudi to ni bila hiša na Bradavičarki. Dobar, in pa oni pridejo na Bradavičarko in pridejo noter in so te slike, ki se premikajo, kar je dejansko ful dobro narejen v LA-ju, na Universal Studios. Ker tam, kad čakaš, veš, kad to pač Američani tako naredijo, oni naredijo ride, pa kad ti čakaš na ride, tudi kad čakaš, je kao zanimivo, da ti ni dolg cajt, ne? In tam imaš Simpsone in tako Simpsone gledaš, ki si v Bradavičarki, so pa te slike, ki se malo pogovarjajo eno z drugo, pa ti malo govorijo, pa tako, kar je kar dosti zanimivo. Stopnice se pa ne premikajo, sanje da bi jaz opazil. In pol prijemo, Sorting Hat, ne? To so tudi imela, ne? Ja, klobuk, ki dela v knjižnici. Ja, no, ne dela v knjižnici, milo rečeno. To je bilo malo smešen. Pa kle se pa začne ena ta stvar, ki mi je pa kar mal, ne bom rekel problematična, ker nočem, da delava diplomo iz tega, ne. Ampak ta res predsodki in groza, ki jo vsi čutijo do tega Slytherina. Ker jaz sem to tako razumel, da so to pač otroci, ki so prišli v šolo in dajmo jih pač razporediti v ABCD razred, ne. Ampak kle je prav tako, te Gryffindor in Hufflepuff in Ravenclaw, oni so vsi taki, mi smo kle v šoli, dajmo se družiti zelo tako, kumbaya, men. Pa Slytherin pokaže, so vsi neki zamorjeni modeli. Hoče enega štihant. Tako sem rekel, a res, se pravi, to je ta problematičen razred, I guess. Ja, kako je ta varianta, da so vse te hiše nekako imajo osebnosti po svojih ustanoviteljih. Tako, ne, in potem te on gleda tako ta klobuk, ne, in reče, ti si podoben temu, ti bo šel tukaj, ne, zdaj pa eni so pogumni, eni so iznajdljivi, ta Slytherin, tle so pa oni, ki pač imajo zelo veliko zgodovino ljudi, ki pač so delali pizdaričice, takšne in drugačne, in to pravzaprav, da tam so pol tudi te, pač ponovno, ki se imajo za neki več, ne, tako kot je ta Draco Malfoy, ki ga tam srečamo, pa ne vem, a je tle že tudi fotornega v prvem delu, je pa še v tem drugem? Pa ni fotora, ni. V drugem delu ga še spoznamo, pa kaj ga tale igra, kaj Isaac iz Kapitan iz Discoveryja.
Ok, Jason Isaacs. Okay. Jason Isaac, ja. No. Hotel sem reči, ta Draco Malfoy, ne, ime, ki obljublja več, kot kar ta malo dostavi, tako bom rekel. Ja. Ampak ja. Joffrey bil takrat še premajhan. Ja, to je res. Ja. To bi mogel dejansko biti Joffrey, ne ta slick back hair model. Ja, on je tako malo Eminem. Ja, ampak v ta slabih časih, resnico na umestno obdobje. Klej jih pač posorta, ne, klopuk, pa se pa v bistvu že začnejo učiti. Učiti. In tle imaš pravzaprav tudi prej na vlaku, ne, se je sestavil ta trojica. Ja, to je res. Ki je tako. Kako je ta dinamika? Zapravo imaš Hermiono, ki jo pač ne igra Emma Stone, kot si zanč rekel, pa sem jaz čist preslišal, ampak Emma Watson. Emma Watson. Ron Weasley, ne, in pa Potter. Kako ti ta njihova dinamika? Ja, ne vem, neki se nakazuje, da kaj je ona, kaj moram reči? Hermiona, ja. Ona pa Ričo, ne, mislim, da bosta neki imela čez neki cajt, ko puberteta pride, I guess. To bi si upal reči. Kar je kar zanimiva dinamika, ker pol je Harry sam tam, pa ima sta ona dva neki, tako meni zgleda, mogoče se motim, pa zelo je ta, ona je na meji tečnosti, ampak se vidi, da obvlada, kar malo spoštujem. Ričom je pa sam cool, ker s tisto podgano, tisto mi je bilo smešen, moram reči, tisto podgano mi je bilo smešen, tako da. Njemu predvsem v prvi, drugmu, pol tudi filmu so tudi malo tako, pač te spremembe, ki so mogoče malo več tudi nekih stvari, ki jih Hermiona tle v filmu pove, jih pač so, oziroma kar ne par dobrih replik Ronovih in jih dali Hermioni, tako da oni dejansko tukaj, mislim, da so, ki so imeli casting, so delali sam kao, dajmo enega, ki zgleda ful smešen, ki je prestrašen, pa ki se joka. Ja, ok. Čeprav je dober tam. Tiste usta, ki se razširijo v oči in pol je, in ga je strah in... Sam se pravi, meni je kar v redu model. Ja. Pa kleka se učijo, ta del moram reči, da mi je zelo zanimiv, ki ta, zdaj se pa to učimo, zdaj se pa tisto učimo. Pa klej malo spoznaš te profesore. Jaz sem by the way po 45 sekundah dojel, da Hans Gruber ne bo bad guy, ne, ampak da bo jeclati model. Ne. Tako da res, ni bil fake out, ni ratal na meni, no. To se lahko pohvalim. Kaj te je pa... prepričalo. Zaradi tega, ker je bilo, že bila ta prva scena, ki so v jedilnici, ki ga pogleda, pa ga začne peč, pa si tako, preveč se je trudil zgledati zgloben, veš kaj mislim, tako. Nisem pol vedel, da ne bo on, ne, da ne bo, sej Snape on, ne, a sem prav to. Ja, on je Snape. Ja, da ne bo Snape, ampak nisem vedel, da bo pač jeclavi model, pa hitro je rata jasno, da mogoče jeclavi model nekaj več počne, ker se non-stop pojavlja, itak kupu sem pa pol v Quidditchu, ki gledajo vsi Snape, ampak tudi v zadnji je tako mal, šot je tako narejen, da pade se neha, no, tako da tam sem pa pol rekel, ok, to bo to, in sem imel prav. In sem imel prav, bravo. Kaj pa ta njegov sicer odnos, ta, ki ga ima do učencev, ta neprizanesljivi, strogi profesor? Ne vem, kaj pa vem, meni je ok, zato ker se mi zdi, da Rickman je Rickman in jaz bi Rickmana čim več gledal, tudi, ker je on, no, se mi zdi, če bi bil kdo drug, mogoče mi šlo to kaj na jedra, v bistvu pa tako, Alan Rickman, in pa si sam vesel, da je tam. Pa še to, no, že spet ful dober, tako, tis, kar je CGI-ja kle, ne, tudi recimo te slike, stopnišča, trol polka uleti, ne. Trol v bistvu dosta ok deluje, no. Ne vem, so to kaj remasterali ali kaj, ampak... Mislim, da ne veš, da je kar ostalo. Ok, mislim, se vidi, da je računalnik, ampak tako dosta v redu, no. Pa tako že spet ta kar ogabno, ki uno palčko dobil nos, pa je pa ven vzame, pa tako kar ok, no. Tisto tako, se mi zdi, se vidi, da so vložili cash in na ta prav način, no. Tako, se mi zdi, ta film hiter bi lahko imel res preveč krepi CGI. Kaj, tako, merkajo pa ga pametno dozirajo. Recimo, zato je una senca na začetku. Ja, I guess, yes, zato da ni treba bilo, točno to, tako dosti ok v resnici. Pa je pa še te una, ki jih uči leteti, ti mi je tudi zelo všeč, pol pa sem zdaj končno videl, kaj ta Quidditch,
To je pa nonsens, to je tak nonsens. To je res tak. Mislim, veš kaj fora? Presenetljivo, vse skupaj deluje, ampak tak nonsens. Jaz sem 3-4 cajta se tako sprašoval, Urša, kaj zdaj, zakaj pa on ne igra? In ne, on mora samo ujeti, se nekako razumem, ampak on zdaj nič ne dela. Kakšen šport je to? To še razumeš? Ekipen šport, kjer imaš enega modela, ki v bistvu pol tekme ždi. Dobesedno. Pa ne tako v rezervi ždi. Je tam, ampak nič ne počne. Ne? Pa kar una žogo je treba ujeti, pa jo prklen. Je pa v bistvu to confusing vse, da polka se dogaja, kar nekako deluje. Jaz sem kar mal navijal. Tako, mislim, noč sem padel, tako da nič ne reče, ampak kašen nonsens, res. To je prav tako, kaj viš, tako kaj pri Star Treku, kdaj zapretiravajo z izmišljeno znanostjo. Veš, tako je. Pač tako se mi zdi, we need tachyon beams through a wormhole in a dimension in subspace in pa tako 6 stvari reče in zdi tako, to rabite narediti. To je to, golden snitch, 50 točk. Ja, točno to. Dobro, v teh pikah pridemo na konc filma do tega, ti si je grozen. No, tiste za Gryffindor, ampak te pike, ki so tle, pač tako, pač imaš 3 vrste žog, ene so une, mislim, so štamfi, prevedeni tisti, ki ti jih pač blaženski, pač druge klesteš z njimi. Ena je una, s katero probaš goldat, se pravi basket žoga, oziroma koš pač probaš dati, ne. Imaš pa še tega, golden snitcha, ki ga zlati zvis, ki ga loviš. Ampak sam 2 ga lovita, to je kar neki. Res, kaj fora, mene takti, nič ne razumem, ker realno gledam, če je to tako težko ujeti, tega golden snitcha, pol valjda te sikari sam pomagajo unim. To je taktika, ne? Ti rečeš, mi navmo lovili, a ne, štekaš, navmo lovili golden snitcha, ampak bomo pač, imamo enega več, veš, kak golman, ki gre ven, veš, pri hokeju, na to varianto. Pa da bo meril, da bo zmeri rezultat pač 60 vsaj razlike, tako da ne more spremeniti. Tako, kle pa tak free for all. Pa že spet še ena zelo evropejska, tako dol pade, da sem kar, moj bog, dobro, da je tisti pesek, sem to rekel. In una pol svoja igralka, ki jo tam vidiš, ki gre po plapola, ne, ki je, sem rekel, wow, pa kar hardcore, kar tudi napovejo, v bistvu, da je dosti bedno. Pa dobri so mi te joki, v bistvu, ki je tako, včasih kdo zgine pri Quidditchu, ampak se pol pride po 3 tednih, ali nek tak joke. Ti se je dosti smešen, resnično. Tako da, moram reči, da glede na to, da sem igral Quidditch, ne, v LA-ju, kjer je 3D, daš špegle gor in visiš, tako zgleda kot žičenca, veš, noge ti dol visijo. In te voz pol. Ja, in te, sam levo desno. Namer si, ampak si tako namer, da visiš v taki kupoli in je res tako immersiv in dejansko letiš z metlo in loviš tega golden snitcha. Ampak tam dosti bolj exciting zgleda, zdaj, ker sem pravila zvedel, me malo minil. Ker je res tak nonsens. Ampak lej, pač, tako je. Pa še to, zdaj se končno, ker sem videl vse te hiše, zdaj razumem te, ki imajo ljudje, ki cosplayajo te grbe, pa to, ne. Ker imajo vsak svoj grb, pa barve, pa la. Ampak kje smo pa zdaj? Če prvno trolu še ostanemo, je pol naprej, ki grejo in pridejo do kužka po imenu Fluffy. To sem rekel, da je plišasta igrača. Ja, oziroma prej ga najdejo. Tam nekje. Prej ga najdejo, Fluffy je pač ni plišasta igrača, še enkrat. Potem pa tisto, kar je meni bolj, mislim, kar je bilo meni kul je, pač Hagrid, mislim, da kar stil zdržal v tem filmu. Če se mene vpraša, res fajn, pa tudi ta fora, da vse malo preveč pove, ne, kako jim pol pove, da moraš zaigrati, da ga umiriš, pa to, ne. Pa tako, se mi zdi tak ful dober povezovalen člen je, no, tako pa vidi, pa ta odnos med njemu pa med Harryjem, tako se mi zdi, da s tem kupaš film, no, caj jaz. Tako, on je ful ta njega pač ta, ne bi rekel zdaj, očetovska figura, ampak ta nek boter, mogoče kanček, tudi te zmeden stric je on. Ka pride pa, ka se zagovori, ka pove, ki je čokolada skrita. Exactly. Lepa. Pa se pa že ta weird stvari začnejo dogajati, oni hočejo zvedeti, kdo je, kaj je ta model, ki živi 100 let, zato ker ima ta kamen. Kaj ima pa najslabši ime ever, kako mu je ime? Ja, moj bog. Kaj je to bilo? Ne vem, tako, kaj da bi je, veš kaj je bil Janez Novak je. Veš kaj mislim?
vsi imajo Draco Malfoy, a veš, Dumbledore, Snape, vsi imajo neka ta imena, pa je pa Janez Novak. Jaz sem moram pa z Janezom Novakom nekaj zmeti, ne tako res, najbolj generično. Tukaj res ne spomnim se imena, kle gledam zdaj, pojma nimamo, resnici, tako da, kar grozen. Ja, mislim, da ga sploh ni tle v filmu, kar ga itak ne vidimo, mislim, da nikoli. Ja, ampak tako, kar je res, tako, če se že trudiš z imeni, go all in, ne pa pole, ne Novakami, da to je to. Se mislim, da to dost pove o tem, koliko zapomljivo ime, da si tudi jaz. Ja, res, da nova preveč na temu. Ampak ja, je pa ta invisibility cloak, ti mi je v redu, no, ko Harry okoli hod, pa ga Snape se skoraj dotakne, ti mi je dosto všeč, pa Walder Frey je vedno zabaven. Ja, tako da ti se je dosto v redu. Pa on je v bistvu za Slytherin, ne, tako bolj navija, ne, če sem prav videl tam v Quidditchu, Walder Frey. Ja, on je itak tak, on je una, veš, najbolj bi mu bilo, če ne bi benga učenca na šoli. Ja, ok, fair point. Pa, ki jih pa dobijo, tisti, ki jih dobijo, pa jim vzamejo pike, pa grejo v ta Dark Forest, ne. To veš, tisti je kar dark, ne. Veš, samorogi mrtvi, žre samoroge, pol pride najslabši CGI v filmu. Firence. Ja, kdo je ta človek? Kaj je on? To je mislim, da je že Firence, tle se je, a ga po imenu, a je Mišel, pa zdaj pač ta en Kentaver. Kentaver pač, ki vleti prestraš Voldemorta, ki je še enkrat uživo jedel samoroga. Tako, to je zelo Princess Mononoke, a veš, tako. Je ne res, pač, a veš, to je, kaj se mi je film mal prekupil v resnici, ker je mal je dark, no. Se to zdaj fulbo nam, ampak tako, to meni to všeč, je pa on CGI kar slab v resnici. Ja, tisti, o Kentaurih ne bi. Ja, raj ne. Mogoče bi bilo, če bi jih samo v senci videli. Ja, morda, ali pa če bi bil practical effect, da je bila lutka, mislim, da mogoče malo boljš. No, pa kle se pač ful zve, pa za Voldemorta se zve pa tako. Pomimo pa ta scena s tem ogledalom, a to je ful tudi v knjigi? Tudi ja, okay. The Mirror of Erist. Ja, ker Desire. Ja, ker je zelo prominenten je ta ogledalo, no? Se mi zdi, da bi lahko bil bolj tako throw away, pa očitno ni. Pa kle je res. Ja, mislim, predvsem zaradi tega ni, ker se pol čist na koncu zaključko, ne? Ja, se poveže pa tako, ampak tako, se kar velik, pa pol, pa še ta Dumbledore, pa Harry moment, to mi je tudi všeč v bistvu, ne. Ja, tako, kaj ti vidiš, štumfe imam. Ne, pa všeč mi je v bistvu, kako je tako tudi, dejansko mi struktura filma mi je okej, ampak po moje zaradi tega, ker nič nisem bral in ne vem, koliko manjka. Točno to, ja. Ja, in se dosti dogaja in v bistvu dolg se dejansko kar ni, no. To sem kar malo bil presenečen, sem mislil, ampak se vidi, da je pač full destiliran, ne. To čutiš, ampak tako, v bistvu res, to sem bil kar malo pozitivno presenečen, sem videl več kaj tako, ali pa da bo, pa se kar dogaja, pa kar nekakve sestavljena zgodba, ne, da pol Fluffyja, v bistvu ka Harry pa druščina, ne, to pogrunta, ne, pa mogoče je moj najljubši lik od tamalih, kaj je bil ka ga zmrzne, moj bog. Neville. Ja, Neville, ta je model, tam je zelo, tam sem se malo skoraj jokal na konc pol, ka mu dajo pike, tis mi je zelo všeč. Pa kva, v bistvu oni mislijo, da je Snape, ne, vsega kriv in pridejo do Fluffyja in Fluffy že spi. In pol padejo v tist, pač, kar je ukraden iz Star Warsov, ne. Ja, oziroma, ali pa Indiana Jones. Ali pa Indiana Jones, ja. Trije preizkusi, ki jih moraš narediti. Ja, pa tist šah, ki je tudi nonsens totalen, ne vem, tist nisem glih. Je pa ful dober, ker pač kao, da ta Ričo, ne, Ron, ne, da on zna šah igrati, je dokazan tako, da on pa Harry enkrat šah igrata tam, pred Božičem. To je to. Hvala lepa. Ti si najboljši od nas treh, a veš, tako. Pač Godler ni imel cajta, boš ti zdaj igral. Ja, moram pa reči, da kar impresivno zgleda, no, tako vidiš, kako je sicer zmonteran vse skupaj, ne, ampak vsaj vitez, beli vitez, dobesedno, razdemolava, ne, vse živo. Ja. Ti si dober narejen, no. Ti nekako spoštujem. Pa pridejo, pa so pa že čez, ne. Pa že čez, pa že Voldemort, ga vidimo. Ja, in že spet dost creepy, prijatelji. Dost creepy.
kar scary v resnici. Tudi ta glava na zadnji strani glave, kar disturbing. Ja, lepa, če dobili smo pojasnilo, čemu turban. Ja, zelo je. Predvsem pa vprašanje, koliko je on bil noter brez lufta pod turbanom. Ja, kar kripi. Zdaj mi pa nekaj razlož, lepo prosim. Sej, to na koncu sicer Harry Dumbledora vpraša, ne? Ampak kaj, kamen se mu kar pojavi v žepu. To je razlaga tega. Tega je, kolikor se zdaj točno spomnim, ker zdaj mislim, da tale film sem na zadnje 2-3 tedne nazaj pogledal. Pa mogoče sem to še zdaj omenil, ker praviš pri vseh teh creepy scenah, kako so kakšne grozne. Je zdaj pač pri nas sin začel gledati ga in je tako... Drug pa tretji film sta skozi, na repeatu tega pa noče, ampak ne zaradi Voldemorta, zaradi unga, ki pije Krisa Morogol, česar, ampak zato, ker Harry pade pri Quidditchu. Aha. To je tisti, ki pa ne mu bed, ne, ta je slab film, ker Harry tam pol pade, se poškoduje. To, okay. V glavnem, tle je tako, ne, pač to ogledalo ti pokaže pravzaprav tvoje želje, ne, tvoje notranje želje, oziroma in pol tudi tle malo mečkan na to variantico, malo Zena, a ne, kot si je Dumbledore tiste štumfe, a ne, se pravi, ki si čist pomirjen samim sabo, ne, in je tvoja največja želja nekaj čist tako mundanega. In je pač Dumbledore je skril tja not, tisti kamen, ne, in Harry ga je pač potem zatipal v žepu, tam je bil, ne vem, pač tako, da je ne vem, da ti raj probam razložiti strategije pri Quidditchu. Ja, tako škoda mi je, ker se mi zdi tako malo nepotrebno, pa bomo potem Dumbledore na koncu, da ja, zato ker samo en, ki ne bi uporabljal kamna, ga lahko dobi, ne, tako, ne štekam, zakaj rabiš ta mehanizem, to mi ni čisto jasen. Pa kako ubije unga s turbanom, ne, je dosti dober narejen, že spet dober CGI, to bom tam bi kar pohvalil v resnici. Pa tako, kar dober final boss battle je, no, tako, pa mal pusti odprt, pa zelo mi je všeč ta scena, da v bistvu Harry tam skup pade in se pol zbudi, to mi je cool, zato ker na lep način reš to, da ni treba jim nazaj pridati, ne, pa spomniš se, to so otroci, valjda en odrasel pršel na eni torki. In jih je, in pač to je tako, kot Tyrion, ki ga klado zadane v glavo. Ja, tako. In pa konc bitke. Ja, ampak me je to čisto legit v bistvu, no, in pa se on tam zbudi in zve, da sta una dva okej. Pa prije pa mogoče najslabša scena v filmu, te pike, ki se jih daje hišam, grozen pižamc, grozen. Lej, to je Whose Line Is It Anyway, a veš? To je pa... Where points are made up, but, well, they actually matter. Ja, točno, to je grozen, res. Kar, dajmo povedati, koliko imajo vsi pik, zato da se ta beden razred, ki ga noben ne mara, veseli in pol isti človek reče, ne, bomo še mal pike talal. In pol začne, you get a car. In pol, če ne bi presežen, če ne bi dal unih pik unmu Nevilu ali karkoli je, ne, če untamal ne bi dobil pik, bi jaz nehal gledati tam. Posel pa ne mu dal pike, pa sem rekel, fair point. Ampak jaz sem zdaj to on the record fan Slytherina. Jaz mislim, da se dogaja proti tej hiši absolutno doping, una učiteljica nasprotni ekipi kup metlo, na kateri Harry leti. Ali je to okej? Jaz mislim, da ne, prijatelji. Tako je. Jaz mislim, da je to favoriziranje pač določenih učencev, proti čemer sem absolutno ne. Tako da Slytherin forever. Tudi če Maggie Smith to naredi. Lega Dumbledore na koncu. Prav zračunuje v glavi, koliko pik mora dati prijatelj. To je res tako podlo. To je res, to je tako, da bi Usain Bolt bi mislil, da je zmagal, pa bi pol pride, podeljujejo medalje, pa dajo tretjo medaljo, drugo medaljo, pa Usainu Boltu medaljo, pa rečejo, ampak tamle je pa Anže Tomič, ki je laufal, sicer je 6 sekund za tabo, ampak
Je pa babici pomagal čez cesto včeraj. Ja, ali pa točno to. En mu je pomagal čez cesto in dobi 7 sekund svetovni rekord, prva je zmaga. Razumeš, in Usain Bolt ostane brez medalje. Tako sem jaz to doživel. Ti si res kar grozen. Pa zelo mi je všeč, zdaj, če smo čist pri koncu. Tako ta odprto za drugi film, vem, da so vedeli, več knjig je bilo, pa da so nekako računali, da bo to serija. Ampak tako všeč mi je, da je nakazan, da bo naslednji del, kaj pa pa da funkcionira. No. To se mi je tudi zelo dopadlo. No. Imaš feeling, da je konc filma, ampak pa tudi Voldemort lahko nazaj pride, da pride, I guess, ne, tako da bom videl zdaj v dvojki. No. Ampak ja. Evo. Super. Evo, ena stvar, ki smo jo spregledala, pa sem to tukaj sploh bilo že tako z besedo omenjen. Ta parcel tank. Mislim, da je to pol dejansko ga šlo v drugem delu tako omenjal, da je samo v knjigi. Tle je parcel tank, bom že zdaj pač povedal, je ta jezik plazilcev, jezik kač. Jaz sem rekel, čarobna zel. Ja, okay. To je to, kar je pač se Harry z uno kačo pogovarjal. Kače so tema še naprej. Ja. Ti si ni bil sam throwaway. Okay, ne, kače so kar take prijateljice teme. Za konec naprej greš na admin, eno vprašanje zate. Ali bi prinesel pač sovo, krastačo, kaj je ta tretja stvar? Podgana. Kaj bi prinesel? Ajde. Jaz mislim, da sem človek za sove. Sove? Jaz sem za sove. Sicer ne bi te neke snežno bele, ampak bi uneš trjave, te zajebane, ker tako res, ko imajo unet Freddy Miller obrvi. Lepo. Jaz bi pa podgano mirno. Podgano mirno. Ja. Ne vem, kdo sploh vzame krstačo. Kaj boš s krstačo počel? Ne vem. To je kar weird. Razen, če se greš psihadelijo, pa to, ampak to je že ločena debata. Ali pa upaš, da je še enkrat kušno, pa bo princ rad. Pa bo princ, to je res, to je dosti res. To je to. Mogoče sam še v igralcih treh teh, kako so te prepričali te trije? V bistvu dosti cool, pač se ta, pač otroška igra, pa to, ampak ja, moram reči, da jaz sem mislil, da se bo stvar ful bolj postarala. A veš, res, mislil sem, da bo ful starej spadl, pa v bistvu razen unih par bad CGI momentov, kar je tak čist pač prijeten mladinski film, ki se ga da pogledati, zdaj sem kar malo optimističen za naprej, če pol še bolj rata, pač ne, tako da, ja, to. To je to, pa pozabili smo pa še enega lika, ker bil pravzaprav en od povodov, da smo se začeli pogovarjati o tej seriji, in sicer to je pa ta Nearly Headless Nick. John Cleese. Omenila takrat na snemanju. Ja, John Cleese dejansko že spet sam cash grab vloga, ampak čisto ok. Ja, pa spet veš kar glavo dol tako na stran mal, pa to je otroški film. Ja, to je res, ampak že spet dober CGI. Tako da ja, John Cleese, prijetno presenečenje, yes. Tako da moral bi biti pa še en poltergeist, mislim, v knjigah je, tukaj ga ni, pa mislim, da je bil prav kasen, da bi ga Rick Mayall moral igrati, sem pol na koncu izrezal pred snemanjem ali pol. Ne, škoda. Tako da on, Rick Mayall v otroških filmih ostaja pa Drop Dead Fred, mislim, otroških pač. Naslednjič. Super, a imaš mogoče kakšno napoved, kaj misliš, kaj se bo zgodilo v drugem delu? Stavek 2. Ne, iskren. Mislim, že spet pridejo nazaj na Bradavičarko, ne vem, in se. To je kar dober predvidevanje. Ja, in pa se stvari zgodijo. Ne vem, res, ne vem. Pa čak, dvojka je The Chamber of Secrets. Okay. Kar sem jaz rekel, knjiga v rokah, ki pomaga rešiti problem, je skrita v tej Chamber. Ja, bom kar šel s tem, upam, da se Fluffy vrne. In to je to. To je to, super. Poslušali ste drugi del seriala Tomo gleda Potterja. Najdete nas na Facebooku Aparatus Legitimna FB skupina, na Twitterih smo @aparatus_si in pa seveda tale podcast je zastonj podpri.si. Najlepša hvala. Anže, tebe se najde kje na internetih? Anzeta, več vam posod, pa ful hvala vsem res, ki ste pisali mi na Instagram, da ste veseli, da so glave nazaj. To me je res, ker malo mi je polepšal dan. Sploh v teh časih in ostanite doma, se temu reče. Tako je, ostanite doma. Jaz sem Stric Bedanc na Instagramu, Boštjan Gorenc Pežan na Facebooku.
Ostanite doma in kmalu prihajava z votlino skrivnosti. Tako je, Chamber of Secrets. Tam je pa Dubi noter. Dobi, kaj je? Dobi. Ta plav ne Gremlin. Dubi. Tako. Ok, ajde. Čau. Adijo.